V letošnjem slabem vremenu se moramo vprašati, kako na kakšen način pridelati krmo za naše živali. In če kje, potem v smislu znanja, ekonomike in gospodarjenja na kmetiji lahko poskrbimo pravzaprav za dobro pridelano krmo. No in lucerna, nekako pozabljena rastlina, je zopet našla pot na naše njive. Še posebej bo zanimiva takrat, ko bo suša. No in poslušajmo. Ja, v živinoreji ne moremo drugače, kot da prvo pomislimo na naš pašnik, na naše travnike, na našo pridelavo na njivah. Vedno in vse izvira iz pridelane krme. Jasno, da je zraven tu še tudi genetika in žival, ampak vendarno vse se začne na njivah. In velikokrat razmišljamo o tem povsem narobe. Veliko reči, predvsem zaradi razbremenjevanja od dela, zavržemo in tu se dogajajo škode. V tem času smo zopet našli, vsaj sam na predlog Kmetijsko-gozdarske zbornice, natančnejše svetovalne službe, sem zopet našel pot na njivo, ker sem videl krasno pridelovanje same lucerne. Pa še ena od svetovalk mi je rekla, boš videl, kaj se bo dogodilo, če bo suša. No in pojdimo lepo počasi, kot sem že prej rekel, in povprašajmo strokovnjaka za živinorejo, gospoda Belca, kaj on misli o sami lucerni. Ja, v starih časih so sejali precej lucerne, zaradi tega, ker so že kar precej poznali, že dolgo poznali lucerno kot izredno krmilno rastlino. Bila je tudi ena najstarejših kultiviranih rastlin. Pri nas v Sloveniji se zadnje desetletja kar malo zanemarjala lucerna in zginjala za naših njiv. Na mesto nje smo v bistveno večjem obsegu sejali koruzo in druge krmne rastline. Se pravi, v desetletje nazaj ni bilo druge možnosti, kot da so lucerno pokosili, potem, če so krmili svežo, so jo pač porabili, drugače pa so jo pridelovali kot seno in seveda, ker se ni dalo posušiti na tleh, so jo zdevali v kozolce in v strvi. To je zaradi tega, ker je pač zelo veliko dela, se potem zadnje desetletje sejalo bistveno manj lucerne, no v zadnjem desetletju pa je lucerna spet dobivala na pomenu. Recimo v letu 2003 je po statističnih podatkih bilo posejanih približno 1000 hektarov, že leta 2011 pa je zabeleženih kar 3000 hektarov posejane lucerne v Sloveniji. To nekako povečanje deleža teh posevkov lucerne je omogočila pač novejša tehnologija spravila te lucerne. Zdaj jo seveda lahko uporabljamo kot seno, potreba je sušiti v vodosuševalnih napravah. Ker teh naprav pri nas ni zelo veliko, je v bistvu večjega pomena siliranje lucerne. Vemo, da se sama lucerna malo slabše silira, zaradi tega je pač treba biti pri tem bolj natančen in danes tudi tehnika omogoča to siliranje lucerne. Zelo pomembno je, da mi lucerno delno posušimo na njivi. Danes imamo kosilnice z gnetilniki, ki omogočajo bistveno krajšem času zaželeno sušenje in seveda z določenimi kombajni lahko to lucerno tudi zrežemo in lahko siliramo tako, kot je pač prikazano tu v koritaste silose. Pomembno je, da je lucerna primerne sušine, nekje okrog 35%, da je zrezana, ker nam to omogoča zelo natančno in dobro tlačenje silosa. Če siliramo obale, potem je seveda spet zaželeno, da lucerno zrežemo, da zelo dobro stisnemo in ovijemo v 6 ovojev.
Bolje je oviti večkrat lucerno, zaradi tega, da je to siliranje bolj eksaktno, bolj natančno. Pri tem če siliramo obale, je treba omeniti tudi to, da se lahko zgodi, da če na strnišče postavljamo obale, se lahko preluknejo, zato je dobro, da jih odlagamo pač nekje stran in ne na strnišče lucerne. No, kar se tiče same setve pri lucerni, zdaj sejemo jo običajno v spomladnem roku, to je nekje marca in začetek aprila. Če pa sejemo v jesenskem roku, pa je lahko to v avgustu in septembru. Lucerna, na Dolenjskem rečemo tudi nemška detelja, je zelo koristna rastlina tudi kot predposevek za ostale kulture, zaradi tega, ker ima pač to lastnost, da lahko veže ta zračni dušik in v bistvu, ko pospravimo to lucerno, ostane v zemlji tudi precej dušika, ki je lahko ugodno za naslednji posevek, recimo žita ali koruza. No, pri setvi uporabljamo običajno nekje 23 do 30 kg semena, lahko je tudi inkulirano, kar je dobro, se pravi, okuženo s temi bakterijami, ki vežejo dušik. Treba je še poudariti to, da pri košnji vedno skušamo kositi čim višje, se pravi, da je res nekje 8 do 10 cm. To je zelo pomembno, ker se na ta način lahko detelja bistveno prej obnovi in spet pospešeno raste. Če pa imamo zelo nizko košnjo, potem poteka dlje časa, da se zopet rastlina obnovi. Pomembno je tudi to, da mi vsaj enkrat letno spustimo lucerno v polno cvetenje. Na ta način si pač lažje rastlina obnavlja in ostane več let na njivi. Pri lucerni moramo poudariti še eno lastnost. To je edina rastlina, ki v naših razmerah izredno dobro prenaša sušo. Lucerna ima zelo razvit koreninski sistem in sicer je masa teh korenin na hektar nekje od 4 do 6 ton te koreninske mase, kar je izredno. Njene korenine recimo segajo tudi do globine 3 metrov. Zaradi tega nam lucerna izredno dobro prenaša sušo in takrat, ko ne raste ničesar drugega, tudi trave in koruza slabo, nam lucerna še zelo dobro uspeva. Zaradi tega jo priporočam na vseh živinorejskih kmetijah, saj nam lahko hektar ali par hektarov lucerne premesti recimo obdobje suše, ko recimo nimamo kakšne ostale zelene krme. Siliranje izvedemo takrat, ko je nekje lucerna v začetku cvetenja ali pa tudi v cvetenju. Za lucerno je značilno, da tudi njene hranilne snovi z starjenjem se ne zmanjšajo veliko, tako da lahko tudi kosimo ali pa siliramo takrat, ko je lucerna v recimo začetku cvetenja ali pa celo v samem cvetenju. Seveda je zelo koristno, da mi, če kosimo, da imamo recimo na kosilnicah dodatek gnetilnikov, ker nam to recimo tudi ta stebla zgnetejo in tako bistveno bolj enakomerno zgublja celotna rastlina vlago, kar je bistveno za sušenje. Če teh gnetilnikov na kosilnicah nimamo,
potem se rado zgodi, da so listi, ki so najbolj bogati s hranili, se preveč posušijo, medtem ko so stebla premalo posušena in seveda potem te liste pustimo na njivi, ker se zdrobijo in je silaža bistveno slabša. Če je pravilno izvedeno ta košnja in sušenje, potem pa imamo zelo dobro silažo. Silaža vsebuje lahko nekje do 5 ali pa celo 6 megadžulov energije na kilogram sušine, kar je zelo veliko, in pa tudi vsebuje do 18% surovih beljakovin. To se pravi, to je izredno veliko hranil, izredno veliko beljakovin, tako da je glede tega lucerna res odlična krma. Vsebuje tudi zelo veliko kalcija, kalija, celo železa, zelo je bogata recimo na beta-karotinih in tudi ostalih vitaminih. Tako da je resnično kot krma za govedo, pa tudi za druge živali, tudi konje, zelo priporočljiva in zelo dobra. Zanimivo je tudi to, da jo lahko priporočamo tudi za prehrano prašičev, recimo pri nas popularen krško-poljski prašič bo zelo hvaležen tudi za takšno krmo, kot je lucerna. Ko sem se pogovarjal z gospodarjem o samem gospodarju na kmetiji s to silažo iz detelje, sem pravzaprav slišal same superlative. Rekel pa je, da je izjemno vesel, da lahko pridela nekaj, kar je energijsko, beljakovinsko daleč največ vredno v samem pridelovalnem krogu na kmetiji. Ne moremo drugače, kot da rečemo, da je lucerna ugodnica v vseh smislih. Znotraj kolobarja praktično 6 ton pridelane organske mase, ki ostane v koreninskem sistemu znotraj same zemlje. Krasna ugodnica glede problema reševanja suše in izjemni pridelki beljakovin in tudi energijsko izjemno zanimiva. Vse skupaj daje rezultate, ki bi lahko rekli favorizirajo to samo poljino, da jo uvedemo v naš kolobar. Res pa je, da je sam gospodar rekel, no danes pa ne bomo malicali, ker je potrebno, da vse skupaj postorimo izjemno hitro in da je tudi hitrost spravila, to sem rekel na začetku, v primeru deževja izjemna. Če bi ob 9 dopoldne začeli kositi, bi lahko ob 6 zvečer že silirali. To je hitrost, ki je ne dosežemo z nobeno košnjo, nobene niti trav, niti ostalih krmnih rastlin. Prav zaradi tega je tako zanimiva. No in ko sem se ozrl po okoliških travnikih, sem videl tisti stari način spravila, videl znotraj tudi rožice in videl vrteče se stroje, ki so otepli še tisto nekaj malega, kar je znotraj same rastline izjemno zanimivo v prehranskem smislu. Tu, ko smo vozili lucerno v sam silos, so ostali vsi listki. Bila je praktično nedotaknjena, pa vendar zgnetena in zrezana za samo siliranje. Pri vrtečih se strojih pa, no ja, saj bi lahko rekel, da morda v nekem smislu lahko to marbo posušimo tudi na grable, na roke, ekološko nesporno, da so Švicari velikokrat prisegali na take posebne primere, ko posušijo vse na ostrveh, na kozolčkih, predvsem zato, da je njihova čokolada resnično prava. Sem se ozrl proti Starem gradu, ki je kljub temu, da je star, da že dolgo ne živi nihče v njem, še vedno lep. In lepota takega spravila je zagotovo nekaj, na kar nekateri tudi prisegamo, pa vendarno, ker življenje na kmetih ni gledališče, ampak je trdo delo in boj za zaslužek, se bomo morali ozreti tudi še po lucerni. Eko-etno društvo iz Drage je tisto, ki nas razveseli z predstavitvijo starih običajev in kakšnih oldtimerskih zanimivosti, tako malo drugače.
Pa vendarno to društvo znotraj Šentrupertske doline poskrbi, da se ljudje tam zabavajo na drugačen način. Etnološko društvo Draga počne nekaj, kar je drugačno v pripravi veselih dnevov znotraj podeželskega prostora. Ohranjene tradicije, ohranjene kulture je vsebina, na kateri zgradijo svojo zabavo znotraj same vasi. In kaj je videti? Pa še veliko je to vredno, saj je zgodovina tista znanost, ki uči, kako nekaj početi ali ne. In prav zaradi tega so pripravili tudi letos ponovno prireditev. No, in poslušajmo. Ja, etno-družabno društvo Draga pri Šentrupertu je že kar nekajkrat priredilo etnološke prireditve. Tudi danes prirejamo etnološko prireditev z naslovom Pušelj šank v Dragi. To prireditev to leto prirejamo drugič. Smo jo že lansko leto in ker je nekako glede na izkušnje, ki smo jih imeli s prireditvami, etnološkimi prireditvami, se je izkazalo, da nam najbolj leži, je pa tudi nekako avtohtona za ta kraj, kajti Draga je bila že od nekdaj znana po pušelj šankih, po organizaciji pušelj šankov in tudi danes s to prireditvijo etnološko poskušamo osvetliti trenutke iz preteklosti, iz zgodovine. Današnja prireditev je tako kot lansko leto sestavljena iz dveh delov. Prvi del delo na polju in sicer danes bomo prikazali oziroma smo prikazali okopavanje krompirja in pa prisipanje s konjem, ter to pot smo bolj vključili ženske iz vasi, ki so tudi prikazale pranje perila na star način, se pravi ročno pranje perila na star način. Prireditev se je izkazala kot zelo uspešna, zato načrtujemo za to prireditev, da bi jo umestili v nek nov družaben kontekst v občini Šentrupert, s katero tudi zelo dobro sodelujemo in nas tudi finančno podpira. Tako da želimo tej prireditvi pridati nek tradicionalni kontekst in s tem bi te prireditve tudi v prihodnje še naprej nadgrajevali. Ja, pri krompirju je veliko novih tehnoloških izhodišč, ki potem pomenijo neko gospodarjenje na njivi, pa vendarno motika ekološko sredstvo prav zagotovo za zatiranje plevela. Pa kdaj drugič o tem kaj več. Kaj pa pušelj šank? Pušelj šank, beseda izhaja iz nemške besede Buschelschank in pomeni točenje pod vejo. V bistvu je to začasni vinotoč, ki so se v okolici Šentruperta, predvsem v vasi Draga, pojavljali še v 60. letih 20. stoletja. Kasneje je namreč prosto prodajo vina oblast prepovedala. Pušelj šanki so potekali kar po domačijah, kar v domači hiši. Gostitelj je povabil sosede ustno. Vabilo se je tudi po nedeljski maši na trgu v Šentrupertu. To klicanje po maši je bilo znano še v 60. letih 20. stoletja. In na koncu razglasov je klicatelj povabil na pušelj šank z besedam. Pušelj šank se vrši, naprimer pri Okornovih v Dragi. Na pušelj šankih so prodajali predvsem domače vino. Namen tega je bil, da se je porabilo vino ter pripravila nova posoda za novo sezono. Nek domač izraz v Dragi pa se je pojavil tudi napuza šenk, kar pomeni v bistvu vino na poln zastonj. Vino je bilo namreč mnogo cenejše kot v gostilnah v Šentrupertu. Zanimivo je, da so vino točili ne samo v litrskih vrčih, vendar tudi v večjih in recimo liter za 3 litre se je imenoval Janez, za 2 litra Štefan in to lahko tudi danes vidimo na naši prireditvi. Ja, kot gospodar imam nalogo, da prvič da organiziram, obvestiti javnost, da pride skupaj, pripraviti pijačo, tudi za kaj za prigrizen, tako da ni vse skupaj zaspano, da ni žeje, da ni lakote. Zraven tega mora biti muzika, brez tega ni nič, pa mlade punce, pa tudi ta stare so dobre, če ne drugače. In
tako naprej. In to se odvija, malo je pa ta stvar tudi komercialne plati. Pijačo, jedačo ne moreš prodati, sploh pa po kmetih, in to se lepo proda, veselo in eno in drugo, in na zadnji dinar ostane. Sam zato morajo biti ljudje prištimani, to ni vsaka hiša za to. Marsikdaj smo v majhnih izbicah imeli zelo lepe zabave lušne in kakšen dinar ostal, pa veselo je bilo. Znotraj te etnološke prireditve, dragi, pa radi pokažejo tudi na tiste, ki sami iz svojih lastnih interesov pripravijo skupaj kaj, kar pomeni ohranjanje etnoloških vrednosti. In na Štatenbergu v Mokronogu je naš naslednji sogovornik skupaj spravil pravi mali muzej. In veliko je tistih opravil, ki jih on rad pokaže na takih prireditvah. Prikazoval bom dejansko od začetka do konca, kako se dejansko nazaj, naprimer 50 let, dejansko spleli se tele naramnice, oprtne, za koše, za brenti, da so pač nosili. To je dejansko vse iz tega lanu, ali pa kar se pa viši, naprimer kot za štreke, se dejansko pa tudi uporabljali konopljo. Tle so stvari precej zapostavljene, pač sistem je šel v pozabo, tako da dan danes tudi industrija tudi te naramnice plete, ampak tle bomo v živo pokazali, kako skozi od začetka do konca, kako si pač od lanu, od sami niti pa do samega izdelka si je naredilo. Pač v tem cajcu si dejansko samo oboje spomene, na nosi pa ne. Ja, ko se tako ozrem na njive, pa lahko rečem tudi v pretečeno moje življenje, se vedno z veseljem spomnim tistega vonja, tistih ozar, tistih grebenov, tistih posevkov, vsega tistega, kar je bilo na njivi. Spomnim se tudi stare mame, pa očeta, kako smo vihteli motike in kako je bilo to meni težko. Danes bi prav z veseljem zopet pognal z očetom konja, in ko sem jih zgajžlo dobil, če nisem prav gnal in je ta revež pohodil z zadnjimi nogami, kakšen krompir. No ja, to so zgodbe, ki pravzaprav misel poženejo nazaj. Pa vendarno, če ne bo denarja, bomo zopet tako na isti način lahko pridelali krompir. Le da ga znamo, da moramo imeti konja, ki potem kasneje sploh ni več potreboval gonjača, ampak se je kar sam rad postavil v vrsto. Saj je vedel, ko bo delo končano, ga bo gospodar bogato nagradil. Ženske pa so okopavale in vihtele motiko, samo da ni bilo nobenega plevela. Ne samo, da je bilo to v tehnološkem smislu morda celo sporno tako natančno okopavati, ampak šlo je za ponos. Ženska, ki je imela zaplevelena njiva, ni bila kaj veliko vredna. In tu znotraj je bilo iskati vedno vse tisto, kar, čemur lahko rečemo, zgodba za današnji čas, pa še zanimiva. Pralni stroji, glavni onesnaževalci, nobeden jih ne omenja. Kmetje smo tisti baje, ki onesnažujemo, pralni stroji pa ne. Vendar glavni onesnaževalec je zagotovo pralni stroj. In ko takole morda doma s kuhanim milom operemo na star način, jasno, da ne bo tako belo, kot to prikazujejo na televiziji in služijo na naš račun velike cvenke. Bo pa čisto in bo dišalo po tistem, čemur lahko rečemo narava, ljubezen, delo. Pa še zaslužimo lahko takrat, ko peremo perilo na tak način. No ja, v Šentrupertu je bilo kaj videti in župan je vedno ponosen na svoje društvo. V sklopu občinskega praznika tudi letos Držani niso razočarali v centru vasi Draga, oziroma na tem delu, ki se nekako oblikuje kot neko jedro te vasi, so tudi danes priredili etno prireditev. Tudi danes bomo videli zanimive običaje iz preteklosti. Tu za nami pa je tudi videti, da niso mirovali, ker zadeva prenove objektov. Letos je nastal še sekundarni objekt zraven v obliki kašče, ki bo ravno tako namenjen raznoraznim etno prireditvam.
Tako da z moje strani dejansko iskrena pohvala in iskreno priznanje Držanom za ves trud, ki ga vlagajo v gojenje tradicij naših prednikov. Ja, če rečem, da je sinergija med biti ali ne biti in pa z našo oddajo pravzaprav zelo, zelo velika, bi lahko rekel, da mnogi za takšne prireditve ne veste in da je ideja, kako, na kakšen način ali pa filozofija razmišljati o taki prireditvi lahko drugačna, kot si je mnogi predstavljate. Sam mislim, da je največja zabava, če jo pripravimo zase. In prav v Dragi se počasi, leto za letom, nizajo predstave in znotraj teh predstav vidim velikokrat ljudi, ki jih drugače zagotovo ne bi bilo v teh krajih. Iz teh idej pa počasi raste. Najprej golo dvorišče vasi, potem majhen skedenj in v nadaljevanju danes zopet nov objekt. Srečal pa sem jih tudi na oldtimerjih v Jablah, kjer so predstavili kar 5-6 obnovljenih traktorjev. Skratka, veselje življenja v tej Dragi je zagotovo drugačno in veliko bolj plodno kot tisto, ko takole sedimo za računalnikom in zremo v tuje dosežke. Ob koncu bi rad rekel takole: pridelovanje lucerne, pridelovanje krme je nekaj, kar nas bo edino popeljalo iz krize.